v razpravi tukaj v studiu. Z nami sta Jakov Lapid, varnostni analitik in voditelj oddaje Lapidova ocena, ter Amir Oren, komentator za obrambo in vlado. Oba sta že dolgo moja priljubljenca v studiu. Amir, za trenutek bi se rad dotaknil izraelskega vidika. Vem, da so tukaj velike geopolitične teme, lahko govorimo o ZDA, lahko govorimo o Iranu, ampak to je nekakšen kolektiven izraelski odziv. Mislim, da v tem trenutku to ni le skomik z rameni, ampak bolj odločen ne. Nihče si res ne želi vrniti v vojno, zaprtje, napeto resničnost, ko je vse znova zaprto. Ampak verjamem, da država še vedno razume neizogibnost oziroma nekakšno nujnost soočenja. Če bi lahko opisali, kako zelo si Izrael želi, da se zgodi nekaj dokončnega, a hkrati ni navdušen nad vojno. Ko rečete Izrael, mislite Netanjahuja. Potencialno. Kar pa nista nujno eno in isto. Veš, dovoli, da te popeljem v drug kotiček Izraela, na katerega verjetno ne bi pomislil. Sodišče v Tel Avivu, kjer poteka sojenje Netanjahuju. Več dni zapored hodi v sodniške pisarne in jim na uho zašepeta neko skrivnost, oni pa ga za preostanek dneva izpustijo. To se dogaja redno. Da, to se dogaja redno. Kaj razberete iz tega pričanja? Zakaj je tako? Ker če pride do vojne in pride do preiskovalne komisije in on reče, želel sem se pripraviti, ampak sodniki so me prisilili, da ostanem v sodni stavbi. Oni so odgovorni. Torej to pomeni, da je zadeva resna. Ljudje se pripravljajo na možnost, na tak scenarij, čeprav vedo, da gre vse za Trumpove muhe. Zdaj se vrnite na 14. januar letos, pred 4 meseci. Vsi so vedeli, oziroma mislili so, da vedo, da se bo vojna začela okoli polnoči. In glej ga zlomka, Trump se je odločil, da jo prestavi. Zdaj je bolj kot Groucho Marx. Imam rok. Če ti ni všeč, imam zate še en rok. In Mike je rekel, da je Mike Wagenheim dejal, da se morajo Iranci odločiti, ali bodo sodelovali. Odločili so se. Ampak ko vi, Američani, želite igrati bejzbol, mi želimo igrati košarko. Ko vi želite igrati nogomet, bomo mi igrali softball. Torej, niti ni ista žoga. Poglej, zdi se in mislim, da imaš prav glede tega, da bi vsaka resna razprava o pravih vprašanjih, vzemimo samo jedrski program, Jakov, mislim, neizogibno vodila v najmanj večmesečni pogajalski proces. Veliko ljudi trenutno trdi in resni, strokovnjaki za zunanjo politiko trdijo, da predsednik morda išče način, da bi preprosto sklenil dogovor glede Hormuške ožine, glede blokade in vse te težke zadeve pustil za kasneje. Lahko bi verodostojno rekel, glejte, udaril sem po jedrskem programu in ga bom spremljal, ter bom to storil znova, če bodo naredili kakršnekoli poteze. Ali misliš, da obstaja nekakšen manjši paket, ki bi ga lahko predstavili ali predlagali, Iran znova zahteva odškodnine, zahtevajo, da Hezbolah ostane nedotaknjen, zahtevajo popoln umik ZDA. To imenujemo enostranski konec sovražnosti, kjer oni ne opuščajo sovražnosti, ampak želijo, da to storita ZDA in Izrael. Zdi se, da so ta vprašanja še daleč od dogovora. Kaj bi lahko videli v bližnji prihodnosti? Mislim, da trenutno poskušajo izpogajati nekakšen okvir, ki vsebuje glavne točke, ne da bi šli v dejanske podrobnosti, podobno kot je bilo pri okviru za Gazo. Ampak mislim, da ni nobene možnosti, da bi Trump sprejel kakršenkoli začetni okvir, ki ne bi govoril o glavnih vprašanjih. Jedrski program je glavna stvar, Hormuška ožina, ne vemo glede balističnega orožja, ne vemo glede iranske podpore terorizmu. Ampak mislim, da Trump niti za sekundo ne bi razmislil o sprejetju okvira, ki govori samo o Hormuški ožini. To bi bilo očitno popoln neuspeh z njegove strani. In jasno je povedal, da ga to sploh ne zanima in da tega ne bo sprejel. Zdaj, stvar je v tem, da mislim, da tudi Iranci sami niso prepričani, kaj storiti, ker najprej predstavijo diplomatske pobude, potem pa jih umaknejo. Očitno so v stanju notranjega konflikta. Soočeni so z uničujočo pomorsko blokado, ki jih vsak dan stane 400 do 500 milijonov dolarjev. Njihovo gospodarstvo je bilo že pred to vojno popolna katastrofa, zdaj je še veliko huje. Izgubili so 40% svojega BDP, svojega predvojnega BDP.
Ne morejo izplačevati plač svojim obleganim. Tako da misel, da Iranci samo udobno sedijo in vodijo igro, se mi zdi povsem odmaknjena od resničnosti. Mislim, da mi jasno, kaj želijo storiti, vendar imajo očitno rdeče črte, za katere menijo, da jih ne bodo prestopili, tudi če tvegajo novo vojno. To je jasno. Torej, ali obstaja kakšno sivo območje? Ne vemo, David. Veš, še vedno smo v tisti megli, ko temu nočemo reči vojna. Smo v nekem umestnem območju. Ampak mislim, da se Trump nekako potiska v kot, ko pravi, da bomo ali dosegli dogovor, ali pa se vrnili v vojno, ker s tem v bistvu odstrani še eno možnost pogajalske mize, kar se mi zdi nekoliko nesrečno, in to je nadaljevanje blokade. Nadaljevanje blokade brez ponovnega začetka vojne, mislim, sploh ni slaba možnost. To povzroča velik pritisk na iranski režim, njihovo gospodarstvo in na IRGC. Tako se zdi, da se je v bistvu oddaljil od te možnosti, ko pravi, da bo do nedelje ali sobote, karkoli že, je njegov rok nekaj storil. Težko je razbrati. Ja, tukaj sem. Moramo se zavedati svojih lastnih omejitev. Pokrivamo ali razlagamo le tisto, kar vemo, kar mislimo, da vemo. Kdo ve, kaj se dogaja pod površjem, pod površino? Morda ravno zdaj, ko govorimo, pripravljajo operacijo za iznos obogatenega urana in zato on prestavlja rok. Te zavajajoče oziroma vsaj provokativne javne izjave predsednika so bile stalnica skozi vso vojno. Da, to je res. Tudi vpliv, ki ga imajo voditelji zalivskih držav, je veliko večji kot Netanjahujev. Zdaj ima Netanjahu prst na ameriškem sprožilcu, vendar imajo oni roko na varovalki. in tudi v tej smeri.